so se doslej počutili prikrajšane. Krivično se jim je zdelo in to upravičeno, da takrat, ko pa zbolijo, jih dajo na oddelek, kjer so dvoje sanitarije za 22 bolnikov. Zdelo se jim je, da vendarle tega ne zaslužijo in mislim, da imajo prav. Zdaj, to njihovo razočaranje se je seveda prenašalo tudi na nas. Težko nam je bilo delati z bolniki, ki so bili tako ponižani v svojem osnovnem človeškem dostojanstvu, da so morali, na primer, v vrsti čakati na stranišče. In zato smo sprožili akcijo skupaj z Društvom onkoloških bolnikov in z našimi prijatelji in sponzorji, da se bivalne razmere za te bolnike spremenijo, da se izboljšajo. No in kot veste, je bila pred enim letom akcija Stopimo skupaj. Zelo smo hvaležni vsem organizatorjem te akcije, s katero smo zbrali, da tako rečem, zagonska sredstva za obnovo te stavbe. Od tu naprej pa potem ni več bilo mogoče ustaviti te naše ambicije, da prostore obnovimo. In hvaležni smo tudi vodstvu Onkološkega inštituta, da je pokazalo razumevanje, da so v teh težkih časih, ko se vse bolnišnice komaj preživljajo skozi finančne zagate, da so vendarle našli toliko razumevanja za to in da so prispevali svoj del denarja k obnovi. Kot je rekla direktorica, se je stvar zavlekla malo dlje, kot smo želeli, ampak važno je, da zdaj smo na cilju, ali pa skoraj na cilju. Mi želimo, da bi hiša dobila še lepo fasado. Obnova zunanjščine je tudi potrebna, ker to je tako kot zunanjščina človeka. Gledaš tudi na obleko, čeprav je važno, da je nekdo dober človek, ampak mora biti tudi kolikor toliko lepo napravljen, tudi pri hiši. Vzbuja veliko več zaupanja, če je tudi zunanjščina lepa. Tako da upajmo, da bomo v tem letu naredili naslednji korak.